Spoštovani gospod Stargar, dragi zbrani. Javni delavec, vsebina in obraz. Ljubezen do naroda, ljubezen do domovine, kvalitetno in odgovorno delo, zagon, absolutna pravičnost in poštenost, modrost in predanost, skratka, skrb za skupno dobro. To so lastnosti, ki bi morale oblikovati vsakega človeka. To so lastnosti, ki jih mora imeti vsak javni delavec. Tukaj bi morda lahko končala, vendar bom naprej razmišljala. Besedna zveza javni delavec ima različne pomene. Lahko gre za zaposlenega v okviru javnih del, za politika na najvišjih položajih, za direktorje podjetij v večinski državni ali občinski lasti in seveda za mnoge javne uslužbence. Lahko bi rekli, da ta beseda velja do nekatere mere celo za sodnike, novinarje. Mimo zakona o javni upravi in drugih bom v tem razmišljanju besedno zvezo javni uslužbenec uporabljala za vse, katerih delo je skrb za skupno dobro. Ob uvodoma izpostavljenem zahteva delovanje javnega delavca, spoštovanje in uporabo moralnih in etičnih načel. Predvsem zaradi občutka lastne odgovornosti, ki mora biti ves čas nad nami. Absolutna poštenost in prizadevnost, nič koristolovstva, nič skritih računov. Nujno je, da na mestih odločanja, pa ne le na mestih odločanja, temveč tudi na mestih, kjer se zakonske in podzakonske norme oblikujejo, kjer se izvršujejo, je, da sodelujejo tudi ljudje, ki se navdihujejo iz ideje krščanstva in seveda, ki se po njej tudi ravnajo. Cenjeni zbor, le abstraktno poudarjanje naše izjemne dediščine, naše krščanske civilizacije je daleč premalo. Zato je potrebna konkretna akcija. Zato je nujno, da prevzemamo tudi funkcije na odgovornih mestih. Višje javne položaje zasedamo, bolj nam mora biti v zavesti, da pri delu ne gre za službo, ne gre le za poklic, temveč za posebno poslanstvo. Posebej od kristjana v politiki, posebej od kristjana v javnem življenju se pričakuje, da bo prispeval k vzpostavitvi takšnega družbenega vzdušja, ki bo omogočalo izpolnitve ne le materialnih potreb, tudi nematerialnih potreb, vključno z duhovnimi. Do tega pa ne bo prišlo samo po sebi. Nobena dobra stvar ni dosegljiva brez napora. Erozija moralnih načel, ki smo ji priča v družbi, se prenaša na pomanjkanje čuta pri tistih, ki sprejemajo zakone. Lahko se strinjamo s tistimi, ki so že pred časom opozarjali, da popolna podrejenost večini javne delavce posledično odvezuje vsake osebne odgovornosti glede moralnosti zakonov. Večina naj bi imela vedno tudi moralno silo? Je to res sprejemljivo? Se vprašajmo. Ni, ker je potem nevarno, da obvelja le tisto, kar pravi večina, in ne tisto, kar je prav, in tisto, kar je res. Pobudniki današnjega zbora kristjanov imate še kako prav. Prebudimo Slovenijo, prebudimo se. Slovenija potrebuje, da kristjani kažemo vsebino in obraz, s katero nenadomestljivo vplivamo na delovanje ustanov in na funkcioniranje družbe kot take. Naša samozavest upravičeno izhaja iz zgodovine, saj imamo kristjani za slovenski narod posebno odgovornost iz preprostega razloga, ker smo ga v veliki meri naredili takega, kot je, pa tudi zato, ker se velika večina slovenskega naroda še vedno prišteva h krščanski kulturi,
Tako nas spodbuja v enem od svojih razmišljanj današnji uvodničar Justin Stanovnik. Verjetno si lahko predstavljate, da poznam občutek, kako težko je včasih pokazati obraz, kako težko je včasih povedati svojo vsebino. Kako ni enostavno iti proti večini, proti toku. Kako je težko povedati svoje mnenje kljub gotovosti, da je pravilno, ob občutku, da so vsi proti tebi. To velja tako v zasebnem življenju, poklicnem življenju, pa tudi v politiki. Ampak poglejte, k sodelovanju pri javnih zadevah nas vabi sama Ustava Republike Slovenije, ki v 44. členu pravi, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Osnovni subjekt politike smo vsi državljani. Vsi po malem moramo torej biti javni delavci, tudi kristjani. Vsi po malem moramo torej biti javni delavci. S tarnanjem ne bomo nič spremenili, lahko pa ozaveščamo, spodbujamo, smo kritični, predvsem pa jasno izrazimo svoje mnenje in opozorimo na reči, ki so škodljive za posameznika in družbo, na političnem, na kulturnem in seveda še posebej na gospodarskem področju. Šele naša aktivna udeležba je tisti predpogoj, ki lahko vpliva na razmere, na delovanje naše družbe. Pa naj bo to na lokalni ravni, na državni ravni, v okviru različnih interesnih iniciativ in zakaj ne, tudi v okviru političnih strank, ki so pomembni posredniki med vzdušjem in idejami v družbi in zakonodajalcem. Osnovni subjekt politike smo torej državljani. Državljan pa je tudi tisti, ki mora ostati središče javnega življenja. Politika in posamezniki, ki sodelujemo v javnih zadevah, bi morali torej ves čas ostati v vlogi služenja, od funkcionarjev do javnih uslužbencev. To mora ostati tudi naša osnovna zahteva do javnega delavca na katerikoli ravni. Naj spomnim na različne kodekse, iz katerih posredno izhaja, da mora javni delavec opravljati javne naloge na podlagi in v mejah ustave, mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, častno in ob spoštovanju človekovega dostojanstva. Kodeks javnih uslužbencev poudarja, da mora javni uslužbenec biti spoštljiv tako v odnosih z državljani, ki jim služi, kot v odnosih s svojimi predstojniki, z drugimi javnimi uslužbenci in podrejenim osebjem. A poudariti je treba, da samo upoštevanje zakonodaje, samo strokovno znanje še ni dovolj. Seveda je na prvem mestu kakovostno in temeljito delo. Potem je potrebna dobra mera srčnosti. Predvsem pri vodilnih javnih delavcih pa mora biti poleg tudi vizija. Brez vizije nismo sposobni spoznati, kaj je v določenem trenutku potrebno narediti. In potrebna je tudi korajža. Če nimamo korajže, da to naredimo, potem se dejanja, ki so potrebna za družbo in državo, ne bodo nikoli zgodila. Skupaj lahko razmišljamo z magistrom Igorjem Senčarjem, ki je v svojem delu Homo viator izpostavil. Če general Meister ne bi ljubil svoje domovine in tako ne uzrl, kaj je zanjo dobro, bi kljub njegovemu velikemu vojaškemu znanju Maribor ostal nemški. In če duh Demosa ne bi vzniknil iz domoljubja, bi še tako veliko strokovno znanje njegovih politikov ne pripomoglo k uresničitvi samostojne in svobodne Slovenije. Svobodno, neodvisno Slovenijo niso gradile pravne, ekonomske in sociološke znanosti.
Gradilo jo je domoljubje. In tudi prihodnost Slovenije bo odvisna predvsem od domoljubja njenih državljanov in javnih delavcev, bi lahko dodali. To velja za vsako generacijo. Spati na dosežkih prejšnje generacije kratkoročno pomeni obstanek, v prihodnosti pa nazadovanje. Zato prebudimo Slovenijo. Ob skrbi za našo materialno varnost je pomembno torej tudi naše sodelovanje v javnih zadevah, vključno z udeležbo na vsakokratnih volitvah. Odločba Ustavnega sodišča iz leta 1998 med drugim ugotavlja, da je pravica do zbiranja in združevanja iz 42. člena Ustave izhodišče za večstrankarski politični sistem, brez katerega svobodna, demokratična družba ne more obstajati. Svobodne volitve, ki si sledijo v relativno kratkih presledkih, pa zagotavljajo ljudstvu nadzor nad uporabo oblasti politične večine. Temeljni dokument za obstoj naše države, Ustava, nam to nalaga. Dragi zbrani, biti javni delavec najprej pomeni delati za skupno blaginjo. Kristjan mora torej dejavno graditi krščansko civilno družbo, ki bo podstat zdravega političnega življenja. Namen današnjega srečanja, ki ga zaznamuje 20-letnica samostojne države, je poglobljen razmislek o stanju krščanske civilne družbe. Samo zares domišljen in medsebojno prepletajoča se vizija smisla slovenske državnosti in organske rasti krščanske civilne družbe sta lahko podlaga za prenovo na ravni strankarskega življenja, ki potrebuje jasno vsebinsko smer, zavest o temeljnem poslanstvu, verodostojne obraze in poenotenje moči. Zato prebudimo Slovenijo.